jaz mislim, da mi nismo še niti blizu, da bi lahko gaming ali pa kakršnakoli nova tehnologija bila del izobraževalnega sistema. Je pa zanimivo, da čez mejo pa se to nekaj dogaja. Edino za traktor simulator bi šlo. To bo pa Slovenija bo za to dala 100 milijonov evrov, pa ste to, vsi bomo doma imeli model traktorja, očala bomo dali gor, evo, gremo za traktor. To bomo imeli online forum, ena ulica bo dobila svoje polje in bo ena ulica svoje polje obdelovala. Če tako gledaš, če si v kakšni Ameriki, pa to, kam je res tiste ogromne fielde, ti imaš večino traktorjev, tam je remote controlled. AKA so v bistvu autonomous. Japonska tudi dela ful na temo, da starejši ljudje še bo lahko naprej delali in bojo delali z VR očalami, da bo nadaljavo pač mašinerijo upravljali. Sploh zaradi tega, ker na Japonskem se mi zdi, da starejši ljudje so zelo osamljeni. Mogoče fajn, da imajo še neki tasga. Pač, se bojo delali, ampak čas jim bo hitrej šel, ne? Pač ne bojo imeli nekega ful fizičnega napora. Čas jim bo hitrej šel. To zdaj dobro. To se res tako dobro, zdaj ga pa mislim. Mogoče ne bo jim tako dolg čas, mogoče raj to reče. Sicer pač ne zagovarjamo eutanazije, ampak ne, to je potem tak, to je paliativna oskrba potem že v bistvu, ne, v VR-ju, Ne, ampak bo to prihodnost dejansko. Sem se mi zdi, da se mora najprej generacije zamenjati, če želimo to uveljavljati tudi v teh tradicionalnih sektorjih, ker ne vem, mi imamo že pač precej teh pro-gamerjev, ki služijo denar, se pravi dobesedno v leto ali dve, zaslužijo celotno produktivnost enega povprečnega Slovenca v njegovi celotni karieri. Se pravi, ti bi lahko dal 40 let njegovega zaslužka v pogodbe, ki jih imajo oni za par let, ne? Ali pa 2 leti. Unike so res dobri, se pravi, mogoče League of Legends pro-gamerji, Valorant pro-gamerji, ki imajo milijonske pogodbe. In to imamo pač, tudi v Sloveniji imamo predstavnike tega, ampak ti predstavniki se ne izpostavljajo in tega ne širijo in potem to nikoli ne pride v mainstream media in dejansko državni organi, niti starši pač ne vidijo to kot viable option neke zaposlitve ali pa izobrazbe. Čeprav, zdaj je Game Gang, ne, zdaj... Torej, lansko leto je bil prvič, tako da mogoče bo. Vsi upamo, da se bo premaknil. Kaj pričakujete od Game Ganga, če tako vprašam? Kaj bo on naredil za celotno zadevo? Eno stvar, ki je imel Game Gang, ki je nobena druga konvencija ni imela pri nas, je simulacija oziroma predstavitev e-šport turnirjev, kot jih vidimo na streamih, kot jih vidimo na internetu. Dejansko, da ti vidiš pro-gamerje in their natural environment. Se pravi, kaj pomeni dejansko velik turnir, da je to, da imaš pač dejansko sponzorje, kamere, da vse zgleda dejansko, kakor če si ti profesionalen pevc ali pa karkoli, imaš pač podoben itinerarij. In zdaj, če si pač profesionalen e-športnik, imaš pač podoben, kako naj rečem, odskočno desko, ti se lahko predstaviš pač milijonom ljudem, imaš dejansko pogodbe, lahko delaš, spravi to kot dejansko zaposlitev. Mislim, to je predvsem tisto, kar hočejo spremeniti mindset običajnemu Slovencu, se mi zdi, da to nisem neki, ti si zaprt v svoji sobi, pa igraš pač te game, zato ker hočeš pobegniti pred realnostjo, ampak je to dejansko viable option zaposlitve. Sam bolj je gotovo poudarek na temu, da bomo ne samo, da je to nekaj, kar je viable, ampak bolj, da se zamenjajo starejše generacije. Dobesedno trenutno so, ne samo ti, ki so trenutno v kjerkoli vplivnih točkah, so vsi dobesedno stara pravda. Pač vsi vemo, ti zdela, tam bomo zaradi tega, ker dela, pač dela. Streda še enkrat, zato, ker dela. Ne zato, ker je effective, zato, ker je cost efficient, karkoli. Mislim, se na nek način je smiselno, zaradi tega, ker tako... Tisto, kar je preizkušeno, pač je preizkušeno, to je pa novo, vse. Je pa še vprašanje, ali se bo išlo na dolgi rok ali ne. Spet, če ne probaš, se drugače se strinjam, pač sej, kaj kot ljudje, kot človeška rasa nasplošno smo pač nekako skozi inoviramo,